Letos naša klet praznuje 120. obletnico delovanja, ko so se naši kmetje povezali v prvo kmetijsko-vinarsko zadrugo. Ta mejnik je bil postavljen v tem času, ko je Matija Vrtovec svojo znamenito vinorejo, kjer je vinogradnike in vinarje učil modrosti vinogradništva in kletarjenja, pa tudi trženja, verjetno navdušil zato, da so se povezali. In to je bila prva vinarska vinogradniška zadruga v Sloveniji. Povezali so se z namenom boljšega trženja, kot rečeno, saj so se takrat naša vina tržila tudi na Dunajskem dvoru. In vse skozi je ta tradicija ostala in danes še vedno v Vipavski dolini obstaja kmetijska zadruga Vipava, ki ima približno 800 kooperantov, ki obdelujejo svoje vinograde na 1200 hektarjih. Sicer pa ima Vipavski vinorodni okoliš kot največji 2500 hektarov vinogradov. Naša klet obdeluje tudi 290 hektarov lastnih vinogradov, tako da grozdje prihaja tako iz naše lastne proizvodnje, kot tudi iz kmečke. V normalnih letih je bilo tukaj od 4 do 5 milijonov litrov vina v zadnjem času, pa tudi več. Sedaj zadnji 2-3 leta pa vemo, da so bili vremenski pogoji zelo slabi. Letnik 12 izredna suša, letnik 12 in 13 izredna suša. Tudi letos pa nam je zagorila moča, tako da so količine žal manjše. Trenutno naša klet zaposluje še 58 ljudi. Tu so šteti tudi vinogradniki, ki delajo v lastnih vinogradih. Tržimo 85% na slovenskem trgu, ostalo na evropskem trgu in pa na trgih bivše Jugoslavije. S tem pa, da so naši ključni cilji, da povečamo izvoz, predvsem v države, kot so Kitajska pa evropske. Mislim, da tukaj vidimo priložnost na Poljskem, kjer raste veliko poraba vina in potem pa tudi v vseh drugih evropskih državah. Da bi bila naša vina bolj prepoznavna, kajti, ko gremo ven, opazimo, da so slovenska vina precej neprepoznavna. Poznavalci pravijo, to so eksotična vina ali pa so vina iz vzhodne Evrope. Kadar jih poskušajo, so izjemno navdušeni nad kakovostjo, raznolikostjo, vendar čaka nas veliko dela, da tem vinom dvignemo sloves, da postanejo prepoznavna, da bodo potrošniki posegali po njih. To pa zahteva trdo delo in načrten pristop. No in v ta namen smo v letošnjem letu z novim enologom, začenši že lani, prenovili naša vina, ker sledimo novemu trendu svetovnih okusov. Naša vina so bolj sveža, sadnega okusa, nižjih alkoholov, po čim bolj naravni poti predelana. Potem smo prenovili tudi celostno podobo, se pravi, zamenjali smo podobo naše blagovne znamke. Ta znameniti V pomeni Vipavo, pomeni vino, pomeni Viktorija. In sedaj ta paleta vin, ko je na policah v trgovinah, takoj kaže na to, da gre to za vina iz Vipave. Naš cilj je v bodoče, v 5 letih, nekako 50% izvoza. Tako da nas čaka zelo trdo in zahtevno delo. V družbi iščemo strateškega partnerja, ker se mora letos družba dokapitalizirati. In tudi tukaj smo na dobri poti, zanimanja je kar precej, tako nekaj doma, predvsem pa iz tujine. Mislim, da ima Vipavska dolina izjemen razvojni potencial, predvsem zato, ker je tukaj še ogromno absolutnih vinogradniških leh, ki trenutno niso posajena z vinsko trto, prostora je še ogromno in sploh ob spremembi klime, kjer je
v nekaterih regijah, drugje so težave z prevelikimi, preveč padavinami ali preveč vlage, je Vipavska dolina, mislim, da zelo perspektivna zaradi svoje zračnosti, zaradi svoje prepihanosti, zaradi naše znamenite burje. To so opazili tudi potencialni investitorji. Kot rečeno, naše lege so vse po vrsti gričevnate ali pa na terasah, tako da je pač sama proizvodnja zahtevna in zato smo tudi vedno vzgajamo ta visoko kakovostna vina. To niso ravninski vinogradi in zelo ponosni smo na dve sorti avtohtoni, to je naš Zelen in naša Pinela, ki so zaenkrat še na manjših površinah, vendar računamo, da se bodo širile, saj je prav neke posebnost, kot so te avtohtone sorte, tudi na tujih trgih postaja zanimivost in mislim, da se bo ta vina lažje prodala kot ostala svetovne sorte, ki jih pa tudi seveda imamo, od Chardonneja, Pinoja, Sauvignona. No, zelo veliko posvečamo tudi Malvaziji, ki je v zadnjem času zelo kakovostna sorta. Nekoč je bila to masovna sorta in je bilo bolj vino za namizno vino, sedaj pa postaja Malvazija ne samo istrska, tudi vipavska, visoke kakovosti in tudi cenjena. No, od rdečih sort pa zagotovo treba omeniti Merlot, ki je glavna sorta, potem imamo tudi Cabernet, modri Pinot in pa Barbero. Barbera je pač italijanska sorta, ki je edina v Vipavski dolini, ki se jo goji v Vipavski dolini v Sloveniji in z Barbero tudi računamo narediti nekoliko večji prepad.